plemeniti, lepo pozdravljeni. Ojoj, Madonna, čakaj. Mi je ta stolna mat. Ojoj, se smeti. VIP voditelj na Radiu Robin. Prihaja Zmago Jelinčič, plemeniti, lepo pozdravljeni. Ojoj, Madonna, čakaj. Mi je ta stolna mat. Ojoj, se Marija, čakajte. A bo šlo? Ja, glih komi. A ste živ? Ja, glih komi, Ja. glih komi. Ja, pa... Ja, ne evo. povemo, da se je Jelinčič se je spotaknil. A ste v redu? Sem v redu, kot dobro vedno je. sem v redu, Smo. še živ. Še živ. In ne dam se, ne? Ampak kjer me je pa stol nastavil, pa ne vem. Ja, to je verjetno naš producent Nejc. Za nalaž, za nalaž, za nalaž. Zdaj imam za vas še en mini kviz, v katerem vas še malo bolj spoznamo. Dokončati morate stavek. A ste pripravljeni? Ja, deva. Če bi bil ženska, bi najprej... Našel enega tacga, ki bi imel poln denarja, pa bi ga vlupil do kosti. Vsakič, ko pržgem televizijo, si rečem... A to pizdarijo moram jaz gledati? Ob živce me spravi... Neumnost, ki jo je pa vsak dan vse več, še posebej v politiki. Pri svojih nasprotnikih najbolj spoštujem... To, da so p***de in da pobegnejo. Joj, čakajte, ura je še zgodna, veste? Ja, vem, vse se že lahko toči žgana pijača. Ne? Ja, moje najmočnejše orožje je... Med nogami. Zmago, če v Google napišemo vaše ime in priimek, veste, kaj vrže ven? No, vem. Evo, vam takoj povem. Prvi zadetki. Monika zapustila Jelinčiča. Monika Jelinčič v objemu drugega. Zmago Jelinčič plemeniti spet samski in Zmago Jelinčič plemeniti že pogleduje za mlajšimi. Za vas imam 3 kandidatke, ki so se nam oglasile in se vam bodo predstavile. Vi pa glede na to, kar bodo povedale te 3 osebe, boste izbrali najboljšo. Če vam sploh katera odgovarja, a ste pripravljeni? Gremo. Pomagajmo najti sorodno dušo. Zmagu Jelinčiču plemenitemu. Takole, in tukaj je prva oseba. Čau, sem Živjo. Diana, lahko mi rečete tudi Deni. Stara sem 21 let in sem vplivnica s 46,000 sledilci. Obožujem starejše moške, ki vedo, kaj hočejo in imajo čut za razvajanje svojega dekleta. Vam je všeč? Seveda. 21 jih šteje. Ja. Ima rada starejše moške. Ja, v redu, ni problem. Ni problem. Ok, bomo poslali številko, gremo na naslednjo, mogoče bo kaj boljšega. Dej, sem samska vdova, jaz sem 83 čilih let štejem. Zadnja leta življenja bi si rada popestrila s postavnim mlajšim moškim. Rada rešujem križanke in če sem mačku. Ta bi bila mogoče? Ja, zanimivo je, ne? Marsikaj zanimivega je povedala, ne? Da sem postaven in tako naprej, v redu, akceptiram, vendar pa, da bi pa... Starejša vam ne diši. Mal prestara, da bi skupaj hropral tam nekje za vogalom, nisem za to, ne? Ok, greva še tretjo osebo. Čauči Zmago, sem Mihi in obožujem moško družbo karizmatičnih dedijev, karizmatičnih gospodov. Mislim, da bi se odlično ujela, zato vas vabim, da zdrsnete v moj Instagram profil, pofočkate moje vroče objave in lahko me tudi dregnete, da se dogovoriva za kakšno kavico. Pa! Mihi, a bi bil Mihi recimo tudi za... Ne, mislim, lahko za kakšen klepet včasih imajo pedri tudi kakšne pametne zadeve. Jasna stvar, ne? Ampak... On je gej, ne? On je gej. Zdaj, veste, kaj pomeni gej pa peder? Gej je tisti, ki pač ima rad isto spolno osebo, peder je on, ki ne povabi na pir. A niste še slišali to? Ja, tudi to je varianta, ja. No, evo, zdaj se boste soočili s podobnimi vprašanji. Najtežjimi na svetu, pravimo. Za vas jih ima 8-letna Eva. Pa dajmo slišati, kaj sprašuje. Zakaj se večkrat jezite na intervjujih? Jaz se ne jezim. Jaz ugotavljam, kako sranje je okrog nas in to komentiram. Ok, gremo naprej. Zakaj imate dodaten primek plemeniti?
Zaradi tega, ker je to moji družini dala Marija Terezija leta 1756 za moško in žensko varianto za vse večne čase. Tako je zapisano v dokumentu. Aha, sam zdaj, če se bosta vajini, oziroma vaših hčerki poročili in prevzeli od moža priimek, to propade? Ja, potem propade. Vse zato sta pa rekli, da boste kar obdržali. Kaj pa, če najde enega recimo od dol, a se boste mu odpovedali, kako recimo? O tem bom govoril, če bo do tega prišlo. No, sej, tudi Jelinčič je na ič, tako da ič bi ostali v familiji, ne? Ja, pa se Gregorčič je tudi, ne? Nekaj deklet vam bom omenil, vi pa boste povedali prvo asociacijo. Torej, omenim neko ime, priimek, na kaj prvo pomislite, ko slišite za njo. Gremo na prvo. Tina Gaber. Češnje. Melania Trump. Krona. Nataša Pirc Musar. Ojoj. A to je to. Ojoj. Nina Pušlar. Dober poje. Ursula von der Leyen. Hijena. Urška Klakočar Zupančič. Jezus. Evo, Zmago, prej sva šla igro asociacij in obljubil sem, da boste dali še eno. Namreč ena oseba je, za katero ste vi krivi, da ima svojo biografijo. To je Damjan Murko, seveda. A vam je res Murko posodil denar za vilo na obali, 50 milijonov tam okoli? Ja, 50 milijonov Reichsmark iz leta 1920. A, tako. Že takrat niso bile nič vredne, danes pa še manj. Torej, prva asociacija na Damjana Murka je? Davčno posojilo. Aha, in kako mu je všeč ta asociacija, bo povedal sam. Damjan Murko je v našem studiu! Damjan Murko je prišel v studio kot davčno posojilo. Ja, živijo. Lega, kako si se zredil? Se zredil. Prepoznal nisem. Nisi me prepoznal. Poslušaj, Damjan, mimogrede vse najboljše, prejšnji mesec okrogla 30, ne? Prejšnji mesec okrogla 30, Zmago je bil. Zmago je bil, to je absolutno. Imeli smo se super. Imeli ste se super. Zelo sem ga bil vesel. Ja, kaj ti je prinesel Zmago? Uro mi je prinesel. Uro? Ja. Kakšna ura je to? Ura, Rolex je. Rolex? Ja. A res? No, ja. To pa je denar. Mislim, koliko smo davkoplačevalci dali za to uro? Čist nič. Davkoplačevalci čist nič. Aha, ni šlo. Nisem jaz nič del te ure. Ne. A si mu mogoče tudi kaj danes prinesel? Ja. A res? Jaz sem rekel, glej, če on meni podaril uro, se mi zdi zelo nefer, da jaz njemu ne bi podaril česar, ne? Ja. In sem rekel, lej, izvoli. Aha, kaj pa je to? Kaj piše noter? Mogoče je čestitka. Aha. A vidiš brez očal? Ja, vreme je prej prebral. Ja. Davčna tajnost. Evo. Poziv za vložitev napovedi za odmero davka od prejetega darila. No. Na podlagi podatkov iz medijev o prejemu darila, ki presega vrednost 5000 evrov, ročno uro, znamke Rolex. Prosim lepo. Čakaj, več kot 5 jurjev je bila ta ura. In zato dobiš od finančnega kontrolorja Tjaše Krenker. Ne, to je že v redu. Čakaj, ne. To je prav uraden dokument. Za popij. Vprašanje oziroma odgovarjate za nasprotno osebo. Jaz bom tebe nekaj vprašal o Jelinčiču in Jelinčič bo pa pol potrdil, če je to res. Oziroma, če bi to držalo. Evo, Murko, kdaj si bil Zmagu v največjo tolažbo? V tolažbo? A si kdaj ponudil ramo, če jo je rabu? Ja. Imel je težke dni, svojo Moniko. Bilo je pred 10 leti v Velenju, ko sem mu ponudil ramo, da svojo čanka prišla počasi do avta. In da ga je šofer odpeljal nazaj v Ljubljano. Ja. Potrjujete? Absolutno. Tako. Zmago, kdaj mislite, da je Murko na zadnjič rekel, pa ta je nor, za katero vašo izjavo seveda? Kdaj je na zadnje rekel? Ne vem, mogoče je 14 dni nazaj, drugače pa to doskrat rekel. Ja, večkrat rečeš za Zmago, ta je nor. Ja, v pozitivnem smislu, ker mi je všeč zaradi njegovega dolgega jezika, ampak argumenti, ki pa jih poda, so pa zmeri takšni, kakršni morajo biti. Kakršni so? Evo, Murko, zaradi katere izjave se je Jelinčič tepel po glavi, ko je bil jezik hitrejši, kot bi si želel? Nikoli.
Nikoli, misliš, da ne? Tako, Nikoli. pravilno, Nikoli, res ne. nikoli. Nikoli Ni zaradi nobene tega- izjave bilo. Ne, zato kar sem rekel, razmišljeno, v bistvu dokazljivo in pa iz srca. Iz srca. Evo, Jelinčič še zadnja, najboljši nasvet, ki ste ga dali Damjanu in ga je ta z veseljem uporabil. Delaj v tej smeri naprej, ker si boljši od vseh unih, ki te hočejo preseči. Je res to rekel? Res je rekel in hvala za te besede. Evo, zelo lepo. In s tem smo tudi zaključili. A lahko mi vseeno to zaključimo v zmagovem stilu? Lahko. Pa recimo za eno izjavo, ki je internacionalna postala in bi jo rad podal tebi za konec, dragi naš voditelj. Kar povej. Oprostite, vi ste bedak. VIP voditelj na Radio Robin v sodelovanju s Kolektor Construction.